Vodstvo je bilo nad to idejo mladih raziskovalcev oziroma mlajših raziskovalcev zelo navdušeno, pravzaprav ne samo vodstvo, ampak tudi vsi profesorji. Ker v bistvu 3 stvari smo nekako videli pozitivne v tej organizaciji. Prva, kljub tem težkim časom, v katerih se mi nahajamo danes glede financiranja raziskovanja, so naši mladi še vedno tako zelo optimistični, da so se odločili organizirati tako srečanje. In prav zanimivo jih je bilo opazovati, kako so se organizirali, na koncu so ta sestanek privedli prav do zadnjega elementa v popolnost, tudi s tem, da so pripravili zbornik. To je zelo pomembno, zdaj v tem zborniku imamo tudi združene vse rezultate raziskovalnega dela te fakultete, imamo v eni knjigi. Druga stvar, ki pa je, so pa seveda pri tem sodelovali tudi udeleženci te konference, to so mladi raziskovalci in pa asistenti, ki so prav tako strašno velikim entuziazmom pripravljali te plakate, pogovarjali, kaj bodo vse gor dali, da bi se čim lepše in čim boljše izkazali v svoji predstavitvi svojega raziskovalnega dela. Druga stvar, ki je v bistvu tudi zelo pomembna in zelo dobrodošla, je bila ta, da so se raziskovalni rezultati, ki so ponavadi skriti v laboratorijih pri nekaterih posameznikih, zdaj preselili na hodnike. Tam smo jim bili priča vsi in profesorji, sami udeleženci in, kar je še najbolj pomembno, vseh 1500 študentov, ki obiskujejo to fakulteto, so imeli tudi možnost ogleda, katera področja raziskovalna pravzaprav na katerih raziskovalnih področjih mi delujemo. In tretja stvar, morda najbolj pomembna, je pa ta, da s tako predstavitvijo se je pokazala pravzaprav ta interdisciplinarnost te fakultete. Namreč danes, če si želimo dobiti projekte, financiranje raznih projektov, se zelo težko dobi za projekte, ki jih dela ena oseba v enem laboratoriju, ampak morajo biti projekti tako usmerjeni, da privabijo čim več ved, ker samo taki interdisciplinarni projekti pravzaprav dajo nek boljši produkt na koncu. In tukaj je seveda na teh hodnikih so se potem združevale različne ideje, od idej, ki izhajajo iz biokemije, do idej recimo iz kateder za inženirstvo, za materiale, za organsko kemijo. Skratka, prepletali so se različne ideje, za katere sem prepričana, da so vzklile nove stvari, in če potegnem črto, tudi če je samo ena nova ideja prišla, je bilo narejeno zelo veliko.